dober večer in prisrčno pozdravljeni, drage obiskovalke in obiskovalci, dragi gostje večera, dragi sooblikovalci nocojšnjega programa, dragi sponzorji. Takole so se s prvo pesmijo Po jezeru predstavili Francetovi orgličarji in tako na najlepši možni način začeli praznovanje 10. obletnice njihovega delovanja. Spominjajo pa se tudi 10. obletnice smrti njihovega ustanovitelja Franca Žaberla, kateremu posvečajo nocojšnji koncert. Sedaj pa prisluhnite naslednjim skladbam. Prvo pesem Teče mi vodica je prav za njihovo skupino priredil škofjeloški glasbenik in zborovodja Janez Jocif. Sledili bosta še dve njihovi uspešnici, Tri planike in Cvetje v jeseni, katere so priredili sami. So namreč veliki ljubitelji ljudske in druge domače glasbe. Francetovi orgličarji.
Zdaj se bodo predstavili njihovi prvi učenci, in sicer člani orgličarskega krožka podružnične šole Selca z dvema ljudskima Prišla bo pomlad in Sijaj sončece. Na ta način Francetovi orgličarji prenašajo ljubezen do domače glasbe in tega malega glasbila tudi najmlajšim. Prisluhnimo jim. Francetovi orgličarji so na koncert povabili tudi prijatelje orgličarje iz Poljan v Poljanski dolini. Poljanski orgličarji so orgličarski kvartet, edini take vrste v Sloveniji. Pravzaprav so malo krivi, da so Francetovi orgličarji začeli z igranjem na orglice. Jeseni leta 2014 so v Poljanah organizirali tečaj orglic, ki ga je vodil Marjan Urbanija, katerega so se udeležili tečajniki, med njimi tudi Franc Žaberl. Zato so se poimenovali Francetovi orgličarji in začeli z igranjem. Poljanski orgličarji bodo predstavili tudi pomladek, člane orgličarskega krožka iz osnovne šole Poljane, katere vodi Anton Krek. Zaigrali bodo dve ljudski skladbi, IZIDOR OVČICE PASEL in MARKO SKAČE, nato pa se bodo sami predstavili prav tako z dvema skladbama ZRELO JE ŽITO in Most na reki Kwai. Poljanski orgličarji.
Na vrsti je priznani orgličar Miro Božič, vsestranski glasbenik in umetniški vodja Francetovih orgličarjev. Tokrat bo zaigral na neandertalčevo piščal Tiddledibab, ki je najstarejše glasbilo na svetu. Izvirnik je star med 50 in 60 tisoč let in je izkopan na arheološkem najdišču Divje babe v Idrijsko-Cerkljanskem hribovju, hrani pa ga Narodni muzej Slovenije v Ljubljani. Ljuben Dimkarovski je kot akademski glasbenik in raziskovalec sam izdelal preko 300 replik. Piščal je poimenoval Tiddledibab, ime je sestavljeno iz začetnic imen Turk Ivan, arheolog, ki je piščal našel, Dimkarovski Ljuben in Divje babe. Z njo je posnel nekaj zgoščenk in njeno uporabnost predstavil v različnih strokovnih krogih. Bil je prvi, ki je raziskal vse zvočne možnosti glasbila in pomembno prispeval k uveljavitvi instrumenta. S kopijo paleolitske oziroma neandertalske piščali, ki velja za najstarejšo najdeno glasbilo na svetu, je Slovenijo predstavljal na različnih mednarodnih prireditvah, glasbenih in arheoloških simpozijih, doma in po svetu. Na eno od njegovih replik bo nocoj zaigral njegov prijatelj Miro Božič.
Igranje na orglice in sodelovanje na orgličarskih festivalih prinaša tudi nova prijateljstva in številna zanimiva doživetja. Francetovi orgličarji so redni gostje mednarodnega festivala Ahte orglice v Mokronogu, 3-krat so se udeležili mednarodnega festivala Cvitarijada v Zadru, na dnevih tradicijske kulture so nastopili v Narodnih nošah, to je bilo prav tako v Zadru. 2-krat so sodelovali na mednarodnem festivalu orglic Zasopimo na Organič v hrvaškem Graščiču, lani pa so se udeležili kulturnega festivala SIJAJ na Ohridu. Tudi naši naslednji gostje iz Sore pri Medvodah, sorški orgličarji, se dobro spominjajo prvih nastopov Francetovih orgličarjev. S festivalom SIJAJ ali Slovenija V redno sodelujejo na mednarodnih predstavitvah slovenske ljubiteljske kulture v tujini. Gostovali so že na Ohridu, v Pragi, albanskem Draču, v Budimpešti, Beneški laguni in v Sarajevu. Danes se bodo predstavili s skladbama Pastirče mlado in Ljubim te Slovenija. Soriški orgličarji.
Francetovi orgličarji so počaščeni, da se je njihovemu povabilu odzval priznani operni pevec in vsestranski glasbenik, domačin Anton Krek, ali kot mu pravimo, sevški slavček. Prisluhnimo, kako bo zadonel njegov glas ob izvedbi Mozartove kanconete ob klavirski spremljavi Jerneja Oblaka. Naslednja pesem, ki jo bo zapel ob orgličarski spremljavi Mira Božiča, je Sveta Lucija, katere besedilo je napisal Janez evangelist Krek, glasba pa je povzeta po napolitanskem napevu. Z zanimanjem pa pričakujemo izvedbo pesmi Sevška dolina, katere avtor besedila je Andrej Bergant, avtor glasbe pa Franc Potočnik. Antonijo bo zapel ob spremljavi Francetovih orgličarjev. Ob koncu svojega nastopa pa bo ob spremljavi Mira Božiča zapel še slovensko popevko Ljubljančanke, Mojmirja Sepeta oziroma Poljančanke, kot tej skladbi hudomušno pravi Miro, kadar skladbo izvajajo Francetove orgličarke. Anton Krek.
Lepa je Sivška dolina. Druga vasica kot v dlani leži. Srce navdaja mladostna milina. Kot dan se od sonca poslavlja, gremo na stari trg. Šuštarski most nas pozdravlja, vabi nas mestni trg. Toliko lepih deklet ni videl svet. Hej, hej, Ljubljančanke, kam ste namenjene? Rožice rosne, prozitne, ponosne, prebrke Ljubljančanke, mladost prekratka je. Kaj še ne veste, Ljubljančanke, nam ste namenjene. Pridite z nami, veselo bo z vami, na to pa Ljubljančanke. Nekdo bo rad imel, nekdo bo upat smel, nekdo bo slavo pel, Ljubljančanka. Kdaj lepi ste slovele, pil je že naš poet. Vse, kar takrat ste imele, danes imate spet. Toliko lepih deklet ni videl svet. Hej, hej, Ljubljančanke, kam ste namenjene? Rožice rosne, prevzetne, ponosne, prebrke Ljubljančanke, mladost prekratka je. Kaj še ne veste, Ljubljančanke, nam ste namenjene. Pridite z nami, veselo bo z vami, na to pa Ljubljančanke. Nekdo bo rad imel, nekdo bo upat smel, nekdo bo slavo pel, Ljubljančanka.
Blues for Boris, je Blaž Pucihar priredil prav za nas, drugače originalna skladba to za 4 ali 5 flaut in on je to skladbo priredil za Francetove orgličarje in se mu zahvaljujem. Poleg bluesa for Boris ste pravkar slišali tudi 2 slovenski popevki, in sicer Vzameš me v roke in Zemlja pleše avtorja Mojmira Sepeta. Slednjo so se lani predstavili na oddaji Slovenija ima talent v Ljubljani. Ker pa koncerti ne smejo miniti brez presenečenj, na oder vabim Alda Kumarja, predstavnika JSKD Škofja Loka, da bo podelil jubilejne značke Vinka Štruclja, ki jih podeljujejo aktivnim za 10-letno delovanje v instrumentalni glasbi. Za 10 let delovanja prejmejo bronasto značko Vinka Štruclja Olga Oblak, Jernej Oblak, Nika Lotrič, Saša Žaberl, Nataša Zadnik, in Marija Zadnik. Zdaj se pa že kar nekaj 3 leta po mojem poznamo, ker so redne udeleženke tudi teh izobraževanj, ki jih malo mi tudi delamo na JSKD-ju z Mirom Božičem, zato lahko kar rečem, drage Francetovi orgličarke in orgličarji. Iskreno vam čestitam za 10 let vašega delovanja. Za naprej vam želim, da vas ta zagon nese še naprej tako lepo, da boste imeli še veliko lepih nastopov, tudi da boste dobro sodelovali kot ansambl in da se boste imeli fajn. Na koncu pa na oder vabim vse nastopajoče, da skupaj zaigrajo zaključno Avsenikovo pesem Gozdovi v mesečini. Pridružijo naj se mi poljanski orgličarji. Skupaj s orgličarskim krožkom osnovne šole Poljane. Sorški orgličarji, orgličarski krožek podružnične šole Selca in Anton Krek.
koncu. Najprej bi se lepo zahvalila vsem, ki so nam omogočili ta koncert, vsem sponzorjem, vsem, ki ste kakokoli pripomogli, da smo se danes lepo imeli tukaj, vsem nastopajočim in seveda vsem vam v dvorani, brez vas koncerta ne bi bilo. Za konec naj povem, da smo res prijetno presenečeni tudi nad temi nagradami, ki nam jih je podaril Javni sklad za kulturne dejavnosti v Škofji Loki in se še enkrat, mislim, da v imenu vseh nas lahko prav lepo zahvalim. Preden pa odidete iz dvorane, bi pa še podelili nekaj spominkov na današnji koncert, zato prosim kar moje Francetove orgličarke pa orgličarja, da mi pomagajo pri tem, tako da bojo naši gostje imeli en lep spominček na današnji dan in praznovanje. Med tem časom, ko pa tole poteka, pa naj povem še, da v predverju vas čaka nekaj malega za prigrizent, za popit, tako da upam, da boste počakali, da se malo podružimo in popraznujemo do konca. Na besedo rekla celem našim dragim orgličarkam, ki jih resnično srečujemo že od prvega njihovega nastopa. Vsakič sprot sem vesela, ki jih vidim, ki se srečamo. Mislim, da smo zdaj že kar prijateljsko in da je užitek z njimi takole tudi posodelovati. Hvala in uspešno še naprej budite take zvezde, kot ste. Hvala.